No, sicer pa tudi nisem več sama v studiu, z mano je Anja Gorenc iz kasaškega kluba Stožice. Lepo pozdravljeni. Torej, prej sem se malce pohecala, ampak a bi dejansko lahko šli s konjem po cesti? Ste že šli kdaj? S konjem seveda se da po cesti. Marsikakšen, ko gre na trening, na svojo trening stezo, mora iti ravno tako čez cesto. Po vsej verjetnosti, mislim, ponavadi je to čez vas, ampak kljub vsemu se da. Se da. Pa tudi legalno je? Nekje seveda ne. Na avtocesto ne smemo iti, razen pri okolici. Aha, tako na magistralni bi pa že lahko bil. Smo imeli tudi, mislim, da lansko leto je bilo čez Ljubljano en mimohod s konji. Tako da ja, se da. To ste verjetno jezdili, niste bili na kasaških vozovih ali pač? To je bilo v bistvu, nekaj jih je bilo na kasaških sulkih, se reče tekmovalnim. Aha, sulki. Sulki. Nekaj jih je bilo, nekaj se jih je jezdilo, nekaj jih je bilo v kočijah. Aha. Kako pa je pravzaprav s prisotnostjo, s popularnostjo tega športa pri nas? Je to še vedno precej živo? Kako je s tem? Lahko rečem, da je precej živo. Trenutno smo uspešni tudi zelo v tujini, naši slovenski kasači. Na Švedskem imamo kasača Frodo S., ki je izredno uspešen, postavil že praktično oziroma premustil vse slovenske rekorde, kar se jih da. In je izredno uspešen. Imamo tudi nekaj trenerjev, ki so po tujinah. V tujini zastopajo naše barve in trenirajo tuje konje. V Sloveniji pa tako, mi imamo na primer v Stožicah, ko je derbi dan, je tudi do 2000 obiskovalcev. Wow. Ja. Čeprav se jih razgubi, ker je pač ogromen prostor in ni videti toliko, seveda, kot pa na, nogometnem stadionu, ki so vsi skupaj na sedežih, tam se grejo po senčkah in tako, ampak ja, ni tako malo obiskovalcev. Pa športne stave so tudi del športa, verjetno pri kasaških dirkah? Ja, s športnimi stavami se zaenkrat še trudimo. Trenutno se da staviti samo izključno na hipodromu, na prireditvi, ne pa še po barih in prek interneta in tako naprej. Imamo pa sicer tudi, se pa lahko stavi preko e-stav na tuje hipodrome v Francijo, pač preko slovenske e-stavnice. A to vam kot športu kaj pripomore, na primer športne stave zraven? Je nekako res tradicionalno že pravzaprav staviti? Ja, predvsem je en užitek to, ne. Ti imaš čez 2 minuti rezultata, si dobil ali si izgubil, ne, in je pač nek poseben adrenalin, seveda. Finančno trenutno še ni nekega velikega razcveta, ampak pač majhni koraki. Mislim, finančno to sicer tudi pripomore potem hipodromom samim, ali kam gre v bistvu ta denar? Verjetno nek zaslužek seveda dobijo prav sami stavitelji, ne, stavci. Tako, nekaj seveda gre zaslužek stavcem, tisti, ker pač izgubljeni denar oziroma gre pač nazaj naši krovni organizaciji. V kakšnem razmerju ste pa na primer z dresurnim jahanjem po Sloveniji? A to kaj sodelujete ali to je povsem ločeno, konji so tako ali tako drugi? Konji so tako ali tako drugi, pač v kasaških dirkah tekmujejo samo kasači, to je pasma, in imajo poseben hod, predvsem so pa tudi veliko bolj temperamentni kot pa dresurni konji in mislim, lahko sicer bi se jih naučilo osvajati njihove dresurne korake, ampak pač mi jih nimamo za to, tako da v bistvu načeloma je tudi tako, da ko je dresurna tekma, kasači niso prisotni na stezi, na primer na hipodromu Ljubljana, v Stožicah, imamo maneža za dresurno jahanje oziroma preskakovanje, je poleg kasaške steze. Ko so tekme v dresuri, mi ne smemo biti na stezi, zato ker jih motimo enostavno. Oni morajo biti fokusirani, pač drugi konji okrog se motijo. Oni tudi verjetno ne morejo biti, ko imate vi tekmo. Tako. Prej, ko ste omenili, da so nekateri naši kasači v tujini, ste s tem mislili na konje ali? Vse. Kasači konj. Aha, kasači konj, kako pa se reče tistemu? Voznik kasača, trener, lastnik. In na primer, se pravi, kasači so torej posebna pasma konjev, sem prav razumela? Tako je. Odkud pa izhaja ta pasma? Od kje prihaja? Mi imamo več linije. Osnovna je ameriška linija, francoska linija in ruska Orlova linija. Zakaj pa Orlova? Tako se imenujejo, Rusi so pač dali ime Orlov kasač. Pri nas jih praktično nimamo te linije v naših genih, pri naših kasačih.
Imamo pa večinoma ameriške linije, nekaj tudi francoskih. Pri ameriških linijah so v bistvu zadnjih par let naredili par raziskav in ugotovili, da obstaja prav gen za kas. In linije pri ameriških kasačih imajo ta gen, medtem ko francoske linije ga zaenkrat še nimajo. Zato zdaj veliko francoskih konj se več meša z ameriško linijo, ker so pač naravni kasači, bi temu rekli. Pa so zaradi tega ameriški kaj hitrejši, boljši? Zaenkrat so hitrejši. Je pa tudi dejstvo, da v Ameriki so hipodromi na miljo, 1609 metrov, kar pomeni, konj preteče samo 2 ovinka in je na cilju. Tudi imajo na krajše razdalje več dirk. Medtem ko v Franciji francoski kasači načeloma tečejo na daljše distance, na 2600 metrov in več. In se pravi, francoski kasači imajo rekorde na daljše distance, ameriški kasači na krajše. In pri nas imamo francosko verzijo, ali? Več ameriške. Več ameriške? Ja. Aha, kdo se pa to odloči, potem Kasaška zveza? Rejec sam. Kot rejec se pač odločiš, katera linija ti je všeč, kaj ti mogoče odgovarja tudi pri konju glede na obnašanje, ker načeloma imamo v Sloveniji tako, da pač nimamo hlevov, v katere lahko damo konja na dan dirke, ampak pač imamo jih v prikolicah, izven prikolic in tako naprej. In je pač rabiš pametnega konja. S konja, s katerim se da delati. In seveda kot rejec gledaš, ko greš kupovat kobilo, kakšne potomce je že dala, oziroma kako se on obnaša na dirkah, kako se on obnaša nasploh. Prav tako, ko greš gledati, kakšnega žrebca boš pripuščal, gledaš na njegovo obnašanje, na tekmovalnost, na uspehe in tako naprej. Zelo veliko je pa v obnašanju, pač ker enostavno v Sloveniji ni profesionalnih trenerjev kasačev, oziroma vsi imamo še službo zraven ali pa še nekaj drugega in nam je to, da ti z veseljem in lahko delaš s konjem, zelo veliko pomeni. Ja, in še dobro, da nekdo goji ta šport. Zaenkrat najlepša hvala. Vzeli si bova kratek odmor z oglasnim blokom, potem pa se vrneva že nazaj. Ostanite z nami. Lepo pozdravljeni nazaj. Govorimo o Kasaškem klubu Stožice in danes je z mano Anja Gorenc, s katero sva že nekaj spregovorili o tem klubu, predvsem pa o kasaštvu nasploh. Saj nenazadnje 140 let mineva od prvih kasaških dirk v Sloveniji. Se je ta šport pri nas zelo razvil? Kakšni so bili ti zgodnji začetki? To so verjetno kar takole malo čez drn in strn tekmovali. Ja, začetki so bili tako v bistvu, da to so bili furmanski konji, ki so med tednom opravljali furmansko službo, karkoli pa že. Potem čez vikend so se pa še malo podili po stezah. Načeloma je bilo na začetku seveda tako ravna cesta od A do B točke. Potem so pač se začeli delati hipodromi, naprimer Kasaški hipodrom v Ljubljani, Stožice, se je izgradil leta 1955. To pa je bilo že kar nekaj časa nazaj sicer. Pa naprimer Ljutomer velja tako za mesto konj. Je potem to kak derbi Ljubljana-Ljutomer mogoče? Ja, seveda je, to sta dva največja hipodroma v Sloveniji. Prirejajo se večje dirke eno leto na enem hipodromu, eno leto na drugem hipodromu, se pravi, da je pravično razdeljeno. Seveda je pa rivalstvo, vedno je malce rivalstva, ker je pač to zdravo za šport. Ja. Pa tudi na naše tekme prihajajo iz tujine? Včasih, ne pa veliko. Trenutno prihaja en italijanski voznik, ki vozi našemu slovenskemu lastniku. In je v bistvu prišel, mislim, da že na vse 4 dirke letos voziti njegovega konja. Kako pa je z dirkami zdaj, katera bo naslednja pri nas? Pri nas v Ljutomeru v nedeljo. Čez 14 dni pa v Ljubljani. Aha, super. Vmes še kakšna mednarodna ali sta zdaj te dve prav na domačem teritoriju? Te dve sta na domačem teritoriju, so pa med tednom, v bistvu vsak dan v tednu je v Italiji ena dirka.
tako da se odločajo naši slovenski trenerji in lastniki tudi za obisk tujih hipodromov. Sej, med reklamami smo sicer midve že spregovorili, ampak še za gledalce povejva, kako je s tem, koliko konjev ima ponavadi posamezen voznik. Je voznik ponavadi lastnik, kako je to urejeno? Kdo zmaga pravzaprav, konj ali voznik? Zmaga konj, definitivno. Seveda je pa zraven prisoten voznik, ker brez voznika bi težko prišel na cilj tako, kot je treba. V Sloveniji je približno 300 aktivnih konj, 150 lastnikov in trenerjev. Je pa tako, da imamo tudi catch driverje, ki se imenujejo. To so vozniki, ki v bistvu vozijo različnim lastnikom in trenerjem. Vsak trener se odloči ob prijavi konja v dirko, ali ga bo vozil sam, ali ga bo vozil kakšen drug voznik in se pač odloči glede na dobrobit konja. Glede na to, da je 150 voznikov, 300 konjev, torej ne tekmujejo vsi konji ves čas? Ne. Ne tekmujejo vsi konji ves čas, zato ker pač tudi konj rabi pavzo. Lahko pride tudi do poškodbe, lahko pride tudi do kakšnega prehlada. Načeloma se pa trudimo, da pač da se konj ne utrudi preveč, se pravi, da lahko celo našo tekmovalno sezono tečejo, kar se da dobro. Sej, kako pa je, verjetno ni več tako kot v starih časih, ko so konja, če si je zlomil nogo, kar usmrtili. Je to danes še praksa ali je malo drugače? Konj za zlomljeno nogo je v bistvu dejansko velik problem. Namreč težko razložiš konju, ne stopi na nogo. Žal je tako, da pač če je konj to žrebec, ki bi bil za razplod, je problem, če se je zlomil na zadnji nogi, žal ne bo mogel skakati na kobile in dajati semena, ker pač noga ne bo zdržala. Če je to kobila, ki je dobra za razplod, se velikokrat gre v reševanje, v operacije in tako naprej. So pač zelo težka rehabilitacija, ampak če je vredno, seveda se gre v to. Žal se pa nekatere tudi usmrti. Pa so poškodbe pogoste? Ne, v bistvu ne. Poškodbe so v bistvu zelo redko se zlomi noga. Predvsem zato, ker so treningi postali veliko bolj taktični, veliko več se da tudi v minerale v hrano, zato da so kosti močne. Če vidimo, da slučajno, ne vem, predvsem pri mladih konjih, da se konj ne počuti dobro, imam pavzo in gremo spet znova, tako da se močno izogibamo takih poškodb, ker pač to so tudi naši družinski člani, če lahko tako rečem. Kaj pa s človeškimi družinskimi člani, so poškodbe, se tam tudi pojavijo, pade kdo iz sedeža? Ja, seveda, tudi se zgodi. Pač konj je vsem živa žival. Marsikaj se lahko zgodi, lahko se ustraši, odvije prehitro, enostavno nimaš šans, da ostaneš gor in padeš dol. Ja, se zgodijo take nesreče. Hudih poškodb ni. Ponavadi je kakšna modrica, malo te rit boli, pa roka, pa takih hudih poškodb ni. Sej, po čem pa naprimer vemo, kaj so tiste naprimer specifike, kdaj je voznik dober, kaj mora imeti hitre reflekse, na kaj točno mora gledati? Gledati mora, v dirki se moraš odločiti v stotinki sekunde. Če se boš odločil pravilno, boš lahko zmagal, če se ne boš odločil pravilno, si lahko pa tudi zadnji. In pač enostavno moraš dostikrat predvideti, kakšna bo taktika ostalih voznikov, reakcije, gledati okrog, da vidiš, kjer konj je že upešan, kater bo napadel zdaj, kdaj moraš ti iti v napad in pač predvsem poznati konja. Sej, kakšen je pa dober konj? To verjetno niso prav kmečki, visoki, veliki konji, ne, morajo biti bolj sloki, da so tudi hitrejši verjetno. Kakšne so specifike kasaškega konja, dobrega kasaškega konja? Dober kasaški konj mora imeti predvsem srce za dirkati in pa pametno glavo. Ostale stvari se pač, vse to hod, veliko gre že čez genetiko in pač glede na to, kako parimo konje, že vemo že, ali bo možnost, da bo dobro tekel ali ne. Seveda se zgodijo tudi
se rodijo tudi taki, ki pač niso dovolj hitri, niso primerni za kasaške dirke, ampak vseeno je pa izredno je pa pomembno, da ima dobro glavo in srce za dirkati. Se pravi, da bo šel tudi čez kakšno bolečino, ker ko je dirka, začnejo tudi noge boleti, tako kot kolesarje tamle, ko so šli čez dirko po Sloveniji, noben ni glih užival, po moje, v kakšen hrib, ne? Ampak čez to moraš iti, ne? In dober kasaški konj, oziroma dober tekmovalec mora iti čez to, mora vedeti, zakaj se bori. Pri katerih letih pa že lahko začnemo trenirati kasaštvo? Konja ali voznika? Oba. Konje se reče, ulomimo, se pravi, se jih spozna za opremo pri letu in pol. Potem se jih začne tudi počasi trenirati, pri 2 letih lahko prvič štartajo. Pri voznikih imamo pa sedaj poni dirke, ki nastopajo otroci od 6. do 14. oziroma 15. leta. Pravila so ravno taka kot na normalnih kasaških dirkah, se pravi poni mora iti v kasu, odvisno od hipodroma je, kakšno imajo distanco, od 600 do 1000 metrov načeloma. Tako da uvajamo tudi naše mlade nadobudneže v kasaški šport. Kako veliki pa so potem ti poniji? So poniji počasnejši? Poniji so definitivno počasnejši kot kasači, ja. Seveda kasači dosežejo tudi do 54-55 km/h hitrost. Maksimalno poniji pač okrog 25, kakšni pa tudi že 30 na uro, no. So pa veliki od 90 do 120 centimetrov. Imamo pri nas pravilnik. Koliko, to ni prav dolgo pri nas, to je verjetno se pred kratkim začelo te dirke s poniji? Ja, mislim, da je leto 6. leto, odkar poteka tekmovanje s poniji. Wow, no, sploh nisem vedela, da se s tem, da se tudi dejansko tekmuje s poniji, mora izgledati prav simpatično. Saj, ko govorimo o dirkah, kako pravzaprav dirka sploh izgleda? Pač najhitrejši na cilju je to, ali imate različne etape mogoče v enem dnevu, da se večkrat teče? Kako je to narejeno? Nekatere dirke so v 2 tekih, večinoma jih v enem teku. Ja, štarta se za avtoštartom. Hendikepira se načeloma po zaslužku konja. Se pravi, konj z manj zaslužka ima nižjo številko kot konj z večjim zaslužkom. To pomeni, da je bolj na zunanji strani? Tako, ali pa v drugi vrsti. Aha, tudi v vrstah se lahko tekmuje. Tako. Imamo pač od 1 do 7 prva vrsta, od 8 do 14 druga vrsta. In gre konj en za drugim. Ja, zmaga tisti, ki pride prvi v cilj, seveda v kasu. Imamo pravilo, lahko je samo 15 galopskih skokov v dirki. Če jih je več, je diskvalifikacija. Kasači ste pa malce bolj športno oblečeni, ne, vozniki, kot smo tega vajeni na dresurnem jahanju, ne? Tako, mi imamo drese, predpisano je, da imaš čevlje gležnarje, bele hlače, zgornji del dresa si pač kreiraš sam, kakor si želiš. In pa seveda čelada in pa zaščitni jopič. Za primer padca, vetra, vsega? Padca, predvsem padca. Kako imate pa pri vas treninge organizirane? Tudi trening izgleda tako, da pridete na hipodrom in tam tečete, verjetno imate še kakšne drugačne vaje? Mi imamo progo doma, ta velik krog 1300 metrov, manjši 700 metrov. In v bistvu se dnevno delajo tak kondicijski in bazični treningi na domači progi. Z mladimi konji pa potem še delamo priprave, v bistvu hitri trening, katerih pripeljemo potem v Ljubljano na hipodrom, da se naučijo transporta, novega okolja in pa seveda hitrejšega teka. Se transporta morajo biti pa res kar vajeni, ne, če grejo takole vsak vikend nekam? Ja, naši konji so zelo vajeni transporta, oziroma vsi kasači, to sploh ni problem, na prikolico načeloma grejo vsi sami ali pa na kombi. Ja, ker tudi mi imamo večinoma na hipodromu privezane v bistvu v prikolici kombi oziroma za kombijem, ko jih zapregamo, ker pač trenutno ni še kasaških hlevov
v katere bi lahko dali konje na tekmovalni dan. Katere so pa naprimer tiste najbolj luksuzne bitke, dirke tukaj pri nas v okolici? To so rejske dirke, prvenstvo dvoletnih kasačev, prvenstvo troletnih kasačev, potem derbi, ki je državno prvenstvo samo za 4-letne kasače, šampionat Slovenije, v kateri se tekmuje v 2 tekih, prvi in drugi tek. Zmagovalec šampionata je tisti, ki je najboljši v obeh tekih, se pač točkuje, in pa jesenski kriterij, ki pa je na 2600 metrov. Višine? Dolžine. Dolžine. Torej, če mogoče za konec, čisto na kratko povabiva še naše gledalce, da pridejo tudi na kakšno kasaško dirko tukaj v Ljubljani, torej čez 2 tedna, v nedeljo verjetno? Tako, v nedeljo, mislim, da je to 4. julij. Seveda vsi zelo lepo vabljeni na našo prireditev. Upamo, da bomo imeli tudi že polne dirke, da bo še malo bolj pestro in pa da ne bo velikih omejitev glede gledalcev in vsega ostalega. Ja, držimo pesti. Moramo priti s tistimi velikimi klobuki? Lahko, dobrodošli. Ker to prav je, ne? Ja, imeli smo Lady dirke s klobuki, trenutno jih ni, ampak seveda vseeno zelo dobrodošli s tem. No, torej 4. julija si le rezervirajte za obisk hipodroma Stožice. Takole najlepša hvala za današnji obisk v studiu, da smo lahko izvedeli kaj novega še o tudi kasaškem športu. Sicer pa, dragi gledalci, po temle oglasnem bloku skočimo že v Kino Šiška, kjer boste pa izvedeli še, kako bo izgledalo poletje v Šiški. Tako da, za kaj več, ostanite z nami.